Pred kratkim sem imel na svojem YouTube kanalu live, v katerem sem povedal, kaj sva imela s sopotnico Renato, ko sva šla skupaj na Madžarsko. Zdaj link do tega livea najdete v opisu tega videa, tako da če tega livea niste pogledali, si ga pejte pogledati. Zakaj sem se odločil, da bom naredil ta live? Zato, ker so se začeli pojavljati nesramni komentarji, da pač z Renato nekaj imava, in so bili taki kar zelo nesramni komentarji. Ni bil tu komentar, vidva sta pa par, super, tret, ne, ampak ne, nesramno, iber nesramno. Mene sicer taki nesramni komentarji se me ne dotaknejo, moram pa priznati, da mi ni bilo čisto vseeno zaradi sopotnice, da pač mora zato gledati take komentarje, ki je pač z menoj šla na potovanje. Tako da zato mi pa res ni bilo vseeno. Zdaj tudi ne zastopam, tudi če bi midva kaj imela. Zakaj bi to bili eni tako zgroženi? Oba sva polnoletna, res da je ona 14 let mlajša kot jaz, ampak ne vidim, če bi bilo obedva za to, ne vidim čist nič slabega. Pa tudi, če bi bilo kaj slabega, ne vem, zakaj bi to je nekatere tako za razburlo, da se usmili. No, koliko ljudi je pa zmotilo, da se Renata v parih kadrih pojavlja v kopalkah. Mislim, Bog se usmil, niste še nikoli videli ženske v kopalkah. Ko sem tiste komentarje bral, bi rekel, da smo v srednjem veku. Še v srednjem veku niso bili tukaj zategeni ljudje. Ženske v kopalki. In ko so tu vse ljudje pisali, ne moreš verjeti, da ne bi človek še nikoli videl ženske v kopalkah. Me zanima tiste moški, ki so tu pisali, če njegova ženska ni bila še nikoli v kopalkah, pa tiste ženske, ki so pisale, če tudi one polet niso v kopalkah. Mislim, Bog se usmil. Ko človek bere te komentarje, misli, da je Slovenija najbolj konzervativna država na svetu. In da noben Slovenc nikoli ne pomisli na stvari posteljne, da ne bom spet vulgaren izpol, tako kot so mi tudi eni rekli, da sem pohoten, preverzen, pa ne vem še koga, čakajte, pohoten, preverzen, zato, ker sem eno punco v kopalkah mečken posnel. Veste, sem šel potem iz Firbca pogledati 3 slovenske influencerke, njihove Instagram profile, pa sem pogledal, če so tudi one kje v kopalkah. In veste, da vse 3, ali pa 2 so sigurno bile, če pa ena ni bila, je pa tudi ona bila tako, bom rekel, malo bolj izzivalno oblečena, oprijeto, da se vse vidi, pa tako naprej. Pa sem šel pogledat, če imajo tudi tu nekakšne nesramne komentarje, pa jih niso imele. No, obstaja možnost, da so zbrisale, da so blokirale in tako naprej. Ampak jaz nisem videl nesramnega komentarja. Drugače, veste, jaz nisem tako neumen. Poznam psiho ljudi in dobro vem, da večinoma vas, ki ste pisali te grde komentarje, niste tako zategeni, kakor ste v tistih komentarjih izpadli.
Verjeten ste večinoma vsi manj konzervativni, kot sem jaz konzervativen, ker jaz sem kar konzervativen. Včasih jih ful slišim, da sem za srednji vek in tako naprej. Tako da jaz sem kar zelo konzervativen glede vsega tega. Tako da večinoma bolj konzervativen kot drugi. No, in jaz točno vem, da vi niste tako zategnjeni, ampak moške je tu zmotilo predvsem zaradi nevoščljivosti, ker bi jim bilo fejst narobe, da bi jaz, 52 let star moški, počel une stvari z eno 38 let staro luštno punco. Seveda, to je zato, ker mi zavidate moj stil življenja. Dokler niste me tu videli tle z Renato, ste se še malo tolažili, da sicer imam lep življenje, potujem po svetu, ampak da to je vse tolažba, zato ker nimam ženske, pa družine, pa tako naprej. Ampak zdaj, ko ste me pa videli za to Renato in ste bili prepričani, da nekaj med nama je, ja, to vam je pa uničilo dan, teden, mesec. Prepričan sem, da je kdo zaradi tega tudi v depresijo pol. Zakaj so pa ženske take grde komentarje pisale? Pa ne vem čist. V glavnem, pol sem jaz, ko sem na Facebooku objavil link do tega live-a, ko sem ga mu na YouTubu, kjer sem takoj na začetku jasno povedal, da za Renato nisem mu absolutno nič. Tam so bili šele grdi komentarji. Tam so ženske, ampak ženske sploh niso šle gledat. So kar komentirale, kako sem nesramen, da se hvalim, da sem z eno nekaj imel. Jaz sem pa ta video posnel zato, da ljudem povem, da nisem nič imel z njo, zato zaradi Renate, zato ker nočem, da bi ona se zato slabo počutila. In ne vem, koga ljudje, ali mislite, da sem jaz res taka seljačina, pa plus tega, da sem še tukaj neumen, da sem šel jaz hvaliti, da sem z eno bil. Glejte, v življenju sicer nikoli ne lažem, ampak tudi, če bi z Renato kaj imel, bi to tajil. Pa zdaj, ko sem povedal tam na YouTubu, v tistem videu, da nič nisem z njo, presežem, da se nisem zlagal. Jaz drugače v življenju ne lažem, ampak tu sem se pa kdaj zlagal komu, ko so me zakero, si mu kaj z njo, si tu tret, pa sem se zlagal, pa sem rekel, ne, nisem. Tu sem se pa zlagal dobronamerno, zato da una punca ne bi imela kakšnih težav, pa tako naprej. Ejte, tudi kakšni moški, ker pač moški smo frajeri, če smo z eno žensko, se to radi pohvalimo, ženske so pa raj tih, zato ker jim pa malo cena pade, če so zravno velikem bili. Sicer zdaj bojo spet ženske v lov skočile, pa bojo rekle, kaj je tu razlika? Je razlika. Jo bom še enkrat povedal.
Sva se tudi glih z Renato pogovarjala, ko sva se pelala na Madžarsko. Sem nej razlagal, zakaj je razlika. Ona se tudi ni strinjala, je rekla, da je tu je isto za moške velja kot za ženske. Pa sem mi fino povedal in tu je, jaz do stvari povem, ki jih v knjigah preberem. Tu, ko vam bom pa zdaj povedal, sem pa jaz se zmislil. Veste, zakaj je razlika? Če jaz na Facebook napišem, da iščem žensko za seks, se mi bo mogoče javilo 5. Če bi pa to Renata napisala, bi se jih javilo ji pa 1000. Tako da moški veliko težje dobimo kakor ženske in zato je logično, zakaj pride do te razlike. Ženska ni nič frajerka, če z velikim, zato ker ženski to čisto enostavno dobiti. Moški se moramo pa zato fejst potruditi. Pa ni to današnja tema, ampak glih, vmes je pala. Tako da, veste, zakaj sem sploh to temo začel? Moški se radi pohvalimo. In tudi moški smo navoščljivi drugem, če mu laufa pri ženskah. To sem že neštetokrat videl. Neštetokrat. Prijateljem so navoščljivi. Mu ni navoščljiv, če nov avto kup za 100,000 evrov, bi bil pa mu navoščljiv, če bi mu mlado pa lepo ljubico. To mu bi bil pa navoščljiv. Enkrat meni človek rekel, dober znanc, mislim, pa se ne strinjam s tem, je rekel, jaz nisem noben mu navoščljiv, če ima več denarja, kaj jaz. Sem mu pa navoščljiv, če ima boljšo žensko. Zakaj bi boljš, kaj jaz? Tako to mi enkrat povedal, kaj malo pijem bil. Ampak moški smo to navoščljivi. Smo. Napišite v komentar spodaj, če se strinjate z mano. In jaz kot moški bi mogel uživati v tej situaciji, da vi mislite, da sva imela kaj z njo, pa ne bi nikoli tisto jasno rekel, da ne. Bi se malo nasmejal. Se spomnim zdaj ta sanjski moški, ki je bil, so ga spraševali, za eno žensko, ki je bila v tistem šovu, če sta z njo šla do konca, pa ženska je rekla, ne, nisva, ostro zanikala, on je pa rekel, ne, to so pa najne osebne stvari, o tem pa ne bom govoril. Ne me za besedo držati, tako nikako, jaz sem to nekje na hitro prebral, slišal, ne vem, nisem niti tu spremljal in me ne zanima. Ampak vidite, on se je hotel pohvaliti, da jo je. Oziroma, hotel je, ne vem zdaj, a jo je ali jo ni, ampak hotel je, da cela Slovenija misli, da jo je. Lejte, jaz sem pa šel lepo video posnet, kjer sem jasno in glasno povedal, brez vsakega dvoma, da nisva čisto nič imela in da nisem niti jaz nič probal, niti ona kakorkoli nakazovala, da bi si kaj želela. Šla sva skup na potovanje, zato ker sva šla že pred nekim 4-5 letem v Makedonijo, pa Grčijo, pa pol sva šla še 2-krat na Krk in tako naprej. In sem jo pa zdaj na Madžarsko vzel, pač vzel sem jo, ne vem. Verjetno tudi zato, ker rečemo, vzel sem jo, ne vem, a ima to sploh veze, za kaj sem jo vzel. Mislil sem prej reči, da on te rekel, je hotel nekaj povedati, pa ni hotel sem reči, se je trapasta stvar,
hotel sem reči, da tudi itak, jaz sem videl v Hevisu, sem hotel tudi neki orang hotel, ki imaš večerjo, zajtrk, bazen, savne in tu plačaš čisto isto ceno, če greš sam ali pa če greš sta dva. In je malo tudi tu bilo, da sem jo vzel. Sem že plačal, za koga pa ne bi vzel. No, tako da jaz verjamem, da tisti, ki so mi tukaj navoščljivi bili, ki ste slišali, da nisem nič muzranato, da se vam je kamen od srca odvalil in da je življenje spet ratalo vam lepše in je dublo smisel in tako naprej. Res nisem vedel sem, da smo Slovenci navoščljiv narod, ampak da ste pa tukaj navoščljivi, to pa nisem mislil si. Ne, mislim, in vidiš, pred so vsi, ne, ki je bila z mano, pred so vsi pomislili, jaz če bi videl enega reveža 52 let starega, ki že 20 let ni bil v vezi z nobeno žensko, ki je že 20 let samski, bi rekel, Bog mu požegni, da bi kaj bilo, prav iskreno bi bil vesel za njega. Ampak tle je bilo pa glih kontra. Ljudi je kar v depresije vrgal. In ne morem vam povedati, koliko zelo sem ponosen nase, ker kipim od ponosa, res, kipim, da nisem nobenemu človeku navoščljiv in da vsem prvoščem dober. No, tole, ki sem zdaj rekel, da vsem prvoščem dober, sem se majčkeno zlagal, priznam. Ejte tem, bom kar rekel, prascem nesramnem, ki sem mi take grde komentarje pisal, tem ne prvoščem. Ne prvoščem jim, da bi zdaj €1 milijon zadel na loteriji, ker drugem pa prvoščem to. Njim pa tu pa res ne, ampak slabega jim pa tudi nič ne prvoščem, zato ker itak so bogi, da morajo biti tukaj navoščljivi. To je hudo, da ti mora ten človek tukaj na živce. In da si šel vzameš cajt in javno napišeš, ne, ker nikoli ne veš, tam, ki javno napišeš, nikoli ne veš, kako bo ljudje odreagirali, pa bojo tvoji prijatelji videli, pa pa tret, ne, moraš, ne, tudi če si malo navoščljiv, pa če si pameten, ne boš od tega napisati. Jaz si ne bi nikoli dovolil. Jaz se dovolim biti nesramen do tistih ljudi, ki so do mene nesramni. Da si pa vzamem pravico in mi je čisto se glih, lahko on pade v depresijo, me čisto nič ne briga. Ne? Tudi tist, ki je bil prvi do mene nesramen, vsi so vzamem pravico, da sem jaz nazaj nesramen. In me prav malo kaj se pol z nami dogaja. Ker on ni mislil, koga se z menoj dogaja, ko on meni piše grdih komentarjev. Ne? In tudi upam se trditi, da sem veliko boljši človek, kakor so vsi te nesramni komentatorji, pa ki se lepe delajo, ne sme ženske v kopalko, ki videti, ne sme nič slišati o unih stvareh, pa to. Taki so ponavadi najbolj pokvarjeni, pa imajo najbolj grde misli. Pa so ful skrivnostni. Jaz pa tisti, ki me malo dlje cajta spremljate, vidite, da vse iskreno povem, mislim, vse.
rekel, imate tudi bi neki dvom razumel, da kaj se zlažem ali pa tu se ji, pa me osebno ne poznate, ampak lejte, tisti, ki me rečemo spremljate saj en let, ste pa menda mogli ugotoviti, da ne nakladam, je pa res, da pa pač vse povem in tu pač nekatere mot, bi jaz boljši človek izpol, če bi ene stvari zase zadržal, ta grde. Tak ne, jaz vse povem in tako je. Lejte, bomo šli pa še mačkem brati tele lepe komentarje, ki ste mi jih na Facebook strani pisali. Res, tle je bilo poden od podna in lejte, jih moram par prebrati, ker kaj pa zdaj to, da mi še, lejte, tudi računalnik noče odprt. Zgleda, tudi računalnik noče teh komentarjev odprt. Aha, bo zdajle, evo bo. Ejte, tudi se vprašam, ko sem jaz tiste, ne vem, prvi video objavil z Madžarske, pa ko so se najdli nesramni komentatorji, zakaj teh dobrotnikov, teh poštenjakarjev, ki so tle mi pisali komentarje, zakaj ni tam kdo meni v bran stopil, pa bi rekel, lej, tole pa ni lepo, da tako pišeš, ker so pisali za Renato, da je na K, pa vse živo, pa da je sponzoruša, pa pa tret. Zakaj vi, dobri ljudje, niste tam komentatorju napisali, ti lej, ne moreš kar takole eno punco, ki niti ne poznaš, ki niti nič ne veš, kar nikako za obdolžiti, da je na K. Evo, Helena je napisala, joj, ali ni to ponižujoče za obe dva. Helena se ni niti pogledala videa. Če bi ga pogledala, bi videla, da sem ga jaz posnel zato, da sem povedal, da ni med nama nič bilo. Ampak ne, samo hiter napisati. Tomaš je napisal, no, ta je dober komentar. Nekoč leta 2004 sem bil star 24 let. Sem imel enega prijatelja, ki mi je dobesedno zjokal v telefon, ko sem takrat pripeljal prvo punco domov in povedal, da bo prespala pri meni. Se pravi, navoštljiv je bil kolega, ne? Zdravko je napisal, Tomaš, v svojih vlogih posnameš, kar tebi paše, če kateremu ne odgovarja, pač naj preskoči ta vlog. Drugače pa so ti ljudje fovš, Renata je prav fejs deklina, če pa sta prav luškan par, lepo je, kar delaš, pa še kar delaj, kar ti najbolje. Lep pozdrav. Zdravko, najlepša hvala za tak lep komentar. Tako, ki je Zdravko napisal, fovš, to je to fovš, no. Moški so bili fovš, ženske ne je pa malo zmotilo, ker niti niso pogledale, one so mislile, da sem jaz ta seljačina, da se bo pohvalil, da sem Renato in da bom zdaj frajer izpal. Evo, Orlando je napisal, tole je pa za bruhat. A je zmanjkalo za potovanje, pa bi mal lajkov ali kaj. Rad pogledam kakšno potovanje, sedaj pa odstranjam objave poceni, pornografije me res ne zanima. Ja, kje je človek tu videl? Zato, ker je bila ženska v kopalkah. Ali ne vem točno, kaj je mislil. No, in potem tudi en Slavko je bil ful aktiven, da se strinja in tako naprej. Veliko je bilo tle moških, ki mislim sicer, da no te mislili, takih slabih komentarjev jih je bilo
30% so bili tudi pozitivni, ne. Tako da, to je to, evo, Jožica je napisala, to je vajina zadeva in ne javna. Jožica tudi ni video pogledala, je lepo napisala, no, pa je še dopisala, v pozitivnem smislu mislim, kako so ljudje nevoščljivo in menita se, karkoli je ali ni. Ja, Jožica je lepo napisala. Ana je napisala, da je bolano. Pol se je tle, Kristjan se je razpisal, se je razpisal. Ženska leta so njena in samo njena stvar in ne material socialne internet scene. Ne vem, kaj je hotel s tem povedati. Imam hčero in bi ji priporočal, naj dobro promisli, kaj počne za nekom, ki javno izpostavlja, kaj šele, da dela anketo, ali ga je umočil. Neokusno. Tomaž ni ne prvi, ne zadnji video tebe z mlajšimi, Filipini, Tajska, in samski moški gredo tja večinoma uživati v seksu. Če misliš, da boš imel več ogledov z mlado žensko, žal ne. Če je ni v kadru, je bolje za tvoj kanal in njen ugled. Premisli malo. Verjamem, da nekoč tvoji partnerki ne bo bilo glih super gledati svojega moškega snemati z mladimi puncami. Kaj šele poslušati, nikogar ne briga, mogoče starše te mlade punce v zgražanju. Da ne bom vse bral. V glavnem ne, Kristjan me je tudi videl na Tajskem iz mladim puncam slikane, ker na Tajskem sploh še nisem bil. Stukrat sem že povedal, da se na nobenem potovanju nisem še nikoli z nobeno domačinko zaplel, ker se to niti ne upam, pa tudi, če bi se ne vidim, kakšen hud problem, ne. Kar se njegovo hčerko tiče, ke men pametuje, bom pa še nemu, jaz pametval, Kristjan, merkajte, zarečenega kruha se največ poje. Jaz sploh ne vem, kaj je hotel človek povedati. Res ne vem, tako da. No, sem mu pa pol tudi jaz odgovoril in sem mu tudi povedal, da z mano je šlo na potovanje že veliko mladih punc in nobena ni imela nobene slabe izkušnje z mano. Nobena, če bi imela, bi se tu že slišalo sigurno. Celo nekje od polovice so celo prispevek za moj blog napisale, kako so se imele z mano in tle sem Kristjanu tudi prilepil en link, kjer je ena punca napisala, da je potovanje bilo še 100-krat boljše, kot je pričakovala, pa naj si tu prebere, pa da bo majčkeno slabe vole, ne. No, potem se je Slavko tle najdu in je napisal, da me spremlja že 8 mesecev zaradi potovanj, ki so izjemno zanimiva, se pravi, potovanje imam izredno zanimiva in prav, da mi vsa čas za to, ne. To, da tole, kar se zadnje čase dogaja, se mi zdi, da je dno od dna. Še posebno ta tema, na katero naj bi odgovarjali. Nekaj kratkih posnetkov sem pogledal, ker je pač objavljen in glede te Madžarske sem si pač ustvaril svoje mnenje. Precej neokusno, več raje ne bi napisal, nočem nikogar užaliti. Se pravi, Slavko, en tak urejen človek tukaj na Facebooku, pol kasneje tudi še napisal, da je družinski človek, ne, je verjeten hodil tudi še kaj grdega o Renati napisati, tako da ne, mislim, vsi ima vsak človek pravico po svoje misliti, gruntati, ampak
Jaz mislim, me zanima, Slavko, če vi tu televizije ne gledate, ker mislim, da je na televiziji veliko slabših stvari, kakor jih je tlele v mojem videu bilo. In ne vem, kaj od mene pričakujete, da bom, mislim, ne vem, glejte. Ko mi boste pisali spet kje, da sem konzervativen, da sem za sreden vek, se bom spomnil na to, kako ste me tle pa v kontra smer poplovali. Tako da, Slavko, te še zmotilo, da sem Jožka omenil. To je tam, ki je bila v savni, ki je rekla Renata, daj me dol sneme, da se vidi, da sem oblečen ali nekaj. In tam sem jaz res nekaj Jožka omenil in to tako hudo. Tako hudo. Pa se jaz nisem RTV Slovenija, ki bi bilo treba vse gledati. Ampak veste, ne tam, ki so ponavadi, ki so stvari ful vse urejene, popedenane, pa tako naprej. Tam je pa veliko kurbarije. Pri meni ni bilo pa nič. Zdaj, ko sem hodil na sodišča, sem mogel hoditi do zaradi diskoteke, pa te zadeve, se veste, kje, kakšna kraja je bila, četrt, pa tako naprej, ne. Tam sem dobil občutek, da je veliko več kurbarije. Da je mnogo več, kakor pa v teh mojih videih, mislim, v mojih videih ni nič, no. Zdaj, jaz ne bom trdil, sem tako, ne, ko čakaš, kdaj čakaš na razpravo 2 ure, pa malo gledaš, vidiš, kako so vsi zrihtani, vidiš, ne, odvetniki vsi prijazni do unih tajnic, malo na hec, ma pustimo to, si bom še gnev sodne oblasti nakopal. Evo, samo je rekel, in zakaj na potovanje ne vzameš kakšnega deca? Potem se je pametna najdla, Karmen je napisal, ker Šaruga jih tudi ne jemlje, gre po njegovih stopinjah. Lejte, polk sem tale komentar dobil, sem se spomnil, da jaz nisem najbrž že 2 let šel z nobeno žensko na potovanje. No, se tisti, ki me bolj spremljate, veste, da zadnje cajte narajš sam hoditi. Sem pa šel v novembru, sem šel iz 4 sopotnikom v Jordanijo. Šel sem v zadnjem letu sem šel z unim Silvatom 2-krat, drugo sem pa sam hodil. In s punco nobeno že dolg časa nisem šel. Ne, zdaj, ko pa enkrat grem, je pa vse narobe. Tako da, ne. Ampak pol, ko sem jaz to komentar nazaj napisal, ne, pol je bil pa ta samo kar tih, ni pa nič več napisal. Evo, potem je Andrej napisal, najprej je mečken zaklel, pa je pa napisal, kakšne komentarje berem, ne vem, ali se bom poscal ali pokozlav, nisem se še odločil. A je Tomaž Kresnil, Fani, Pepco, Tjašo, Marino ali ne, to sploh ni važno. Tu se vidi kranjska zaplakanost. Tomaž, zdaj si pa neokusen, pa premalo slan, pa presladek, pa. Pa v pizdo milo materino, no, Tomaž z vami deli marsikaj, za kar ste mu lahko hvaležni. A zakaj? Zato, ker sami ne greste na pot vsak mesec za par dni. Najbrž, a ja, Tomaž, imaš mojo podporo, ostalo
slamo naj pa nosi veter srečno. Andrej, hvala za tak lep komentar. Evo, ko sem njegovega prebral, sem pa pomislil, da bi pa mogoče lahko kaj več takih komentarjev dobil. Par jih je še bilo, ena punca je zelo podobnega napisala, sem ga je pol zbrisala. Ne vem, zakaj ga je. Mogoče ne, nisem tudi to čisto spremljal, pa mogoče ga je pol nekdo kakšnega tacga napisal, pa ga je raj zbrisala. Metka je napisala, oprosti, ampak se mi ne zdi ok, da tako pišeš, na njenem mestu bi te nekam poslala in šla. No in Metki sem jaz pol napisal, da ni pogledala videa, ker jaz sem hotel povedati, da nismo nič imela, zato da ne bo ženska imela težav. Ampak pol spet ni odgovora. Cveto mi je napisal, to je mučkan starejši gospod, veste, kjerga sem šel pol tudi pogledat, ker me je zanimalo, kakšni ljudje tu pišejo. Kriza slednjih let mi je napisal. Bi pa ne more, on ve, da jaz bi pa ne morem. Ne vem, ko je mislil, da ona ni bila za to, ali da men urodje več ne dera. Oprosti, res si budala. In pol je še Cveto napisal, da je rad gledal moje videe, še posebno z Balkana, da zdaj pa tudi, če bo kakšen dober video, ga ne bo več pogledal. In jaz bom zdaj jokal, zato ker Cveto ne bo gledal več mojih videov. Očitno imate ljudje, imate nekateri raj neiskrene ljudi. Veste, kaj bi bilo tu zanimivo, da bi ljudem lahko misli bral, ne? Nekje sem v eni knjigi prebral, da moški, ne vem, 1000krat na dan pomislimo na seks. In takole bi bilo zanimivo, ne? Ko gre moški po ulici, pa gleda ženske, koga vse ima v glavi. Moški jaz vem, kaj imajo. In nimamo nekaj lepega, gruntamo razne fantazije. Sklepam in poseb, plus še po vseh drugih, ker jaz sem moški in vem, kakšne so moške debate. Ne vem pa, kakšne so ženske. Ženske so tudi bolj, ženske so tudi bolj lisice. Priznajmo. Jaz sem enkrat enomu, dobivala sva se, sem bolj za une stvari, in ona je tudi pred ta boljšo kolegico tajila, da se z mano dobiva. Jaz sem zelo redko ta boljšmu prijatelju zlagal. Gremo naprej. Mariji je tu bilo popolnoma neokusno. Marija je starejša gospa, no še razumem. Ne razumem unih mlajših od mene, ki bi mogli biti tu mečken bolj, jim bi mogli biti malo bolj liberalni, pa so trikrat. Mislim, niso, to je bilo samo na mojem primeru, ker je pač žensk je bilo veliko, jim je bilo to vse neokusno. Zdenka je napisala, a veš, včasih so tvoje vprašanja primerna za nižjo stopnjo odraščanja. Se ti ne zdi, da bi bilo bolj pametno po moško reagirati z nasmehom? Evo, vidite, Zdenka me napeluje, da bi, ko so bili te komentarji, da bi se jaz nasmejal, pa mečken
nakazal na to, da mogoče pa sem imel kaj zno. Ampak gledajte, kakor sem že rekel, eden redkih moških, ki je to lepo po pravici povedal, da ni bilo nič. Vsak bi bil raj modro tiho, pa bi jih saj 20% ljudi mislilo, da jo je. S takim, Marjan prav, da si s takim objavom samo škodo delam. Če si jo. Lejte, jaz nisem en tistih, ki bom všečen, osladen, da bom nekaj lagal. Mene boste zmeraj imeli. Mene, točno tacga, ki sem, brez dlake na jeziku, pa tudi, če vam kdaj kaj ne bo všeč, jaz se ne bom zdaj nekaj lepega delal, tako da... En mi je napisal, da sem kmet brez njive. Jaz sem mu pa napisal, da ni čisto res mogoče, ker ima moj oče velik zemlje, ima gozdove, njive, travanke in bom verjeten kaj podedval. In pol nisem čist kmet brez njive. Pol je pa napisal, tam ti je tudi mesto. Pol me pa celo zgleda, ne vem, da je mesto na njivi, ne vem. Jaz tu nekaj na njiv delajo, jih cenam. Ta zgleda, da jih pa žal. Evo, Milka je pa napisala, moje mnenje je, uživaj sam ali dvoje, to je to. Evo, iskrena ženska, prvož drugem dober. Joj, Tomaž, kaj res ne boste nehali s to intimo? Ja, se ni bilo nikjer nobene intime, glih tu sem hotel povedati. Tako da, ja... Se strinjate z mano, da smo Slovenci zelo uspešen narod? Tako veliko uspešnih ljudi. Od športa do podjetnikov, do vsega. Se strinjate? Dajte napisati v komentar, če se strinjate. Me ful zanima, kaj boste odgovorili. Veste kaj je moja teorija? Mislim, jaz sem prepričan, da smo Slovenci ful uspešni, tako da, lejte, športni dosežki, poslovni, lejte, smo kakorkoli obrneš. Veste, zakaj mislim, da smo taki? Ravno zato, ker smo tukaj navoščljivi, ker je vsak zagret, da bo uspel, zato, da bo boljši od soseda, boljši od prijatelja. Vse to imamo že pregovorno, vse Slovenci smo že pregovorno navoščljivi. In ta navoščljivost je pa za uspeh zelo dobro gonilo. Če nisi ti nobenemu navoščljiv, ti je čisto vse glih. Kakšen avto imaš? Če so ti ljudje kaj navoščljivi, če pa si, pol pa rabaš to, da imaš boljši avto od soseda. Enkrat je en rekel, v družbi smo bili, pa enemu drugemu rekel, si slišal, on je nov avto kupil. Pa rekel on, ja in? Rekel, če ga je pa on, nekega BMW-ja, ga bom pa tudi jaz. Pa on ta drug rekel, ja, kaž pa pol, je rekel, zdaj imaš za en špricer, pol pa še za ta špricer en ne boš mu več. S čim se ljudje ukvarjajo? Lejte, Jani je napisal, precej nizko je padla,
da ti je dala svoje telo za eno potovanje. In potem se je najdu Klemen, ki je napisal, saj veš, kaj vse so pripravljene ponuditi štoparke, samo da pridejo na cilj. Se pravi, Klemen je še šel žalt vse štoparke. Jaz verjamem, da je ta komentar videlo veliko žensk, ki so štopale in jih je on žalil, da so zdaj pa vse unu na K. In ni noben nič napisal, lejte, moje vse je tako grdo, zakaj se ni pa tlele nobeden nič odgovoril, pa tale Jani, pa tale Klemen, ne? Ne gresta zdaj video pogledat, ker bo ta videla, da ni nič bilo in jaz mislim, da si Renata zasluži opravičilo. In tudi jaz. Jani, jaz ne vem, zakaj bi ona tako nizko pala, če bi bila z menoj. Ne? Ne vem. Ne, mislim, ne razumem človeka, zakaj ima to potrebo napisati. To je glih tako, kot bi jaz tamle en par videl, pa bi mogoče bila ženska boljška moški, pa bi rekel, ti pa nizko pala si s temle kekcem. Mislim, ko imam jaz tu, ko se imam jaz za to tikati? Ampak vidite, to je sebičen, pa žleh človek, pa navoščljiv. Če bi bil on dober človek, bi napisal, Bog ima dej sreče, da bo ta skup, pa da bo ta srečna, pa da se bo ta dobro imela. Tako bi jaz razmišljal. Ampak vidim, da je veliko tudi drugače razmišljam. Potle je Mateja napisala, da naj bom spoštljiv do sebe. Tu še me ne razumem. Bolj so bili komentarji, en je napisal, več kot je njegovih ogledov ter lajkov, več je denarja. Ja, tu jaz tudi opažam zadnje čase, da so nekateri zelo obremenjeni s tem, koliko jaz iz to zadevo zaslužim. Bom prav zaradi tega posnel en video, pa bom mičken o tem povedal, zato škoda, da ne bo tak video, da se ne bi mogel pohvaliti, da sem milijone zaslužil. Ne? V videu vam bom bolj povedal, da ni nič od tega, nič od tega. Nekaj je, ampak glede na vložen trud. Če je to tako lahko delati, pa služiti s tem milijone, pol bi kaj več ljudi to delalo, ne? Tako da je to tu, ampak vidim, ne, tudi glede denarja je v Sloveniji huda navoščljivost, ampak saj za moške trdim, pri moških je pa še huj, če ima en dobro pa mlajšo žensko. Ali bi jo enkrat, ne bom tu naredil, ker sem pošten do unih sledilcev, zvestih sledilcev, ki me z veseljem spremljate, podpirate in tako naprej, ampak bi enkrat z veseljem tudi eni nekaj plačal, pa da bi igrala, da je moj eno mlado dobro bi dobil, pa da bi una rekla, da je moja punca, da bi te vsi, ki so navoščljivi, da bi se požrli od navoščljivosti. Je to tako
lahko z veseljem naredil, vam povem, ampak ne bom, ker če bi to lahko sem za une naredil, najbrž, da bi naredil, sicer kaj bi s tem dosegel, na koncu bi sam budala izpol, ne. Ampak res ne moreš verjeti, kako to ene ljudi žre. Evo, tle je napisala Saška, sami svetniki, seks je najbolj naravna stvar na svetu. Ja. Ne. No, je bilo pa veliko tako kajana, pa tudi če bi je vajna stvar, noben ga ne briga, uživajte, dokler se da na potovanjih in tudi tako. Evo, glejte, to je komentar osebe, ki je verjeten, ki ni žleht, sigurno ni žleht, je verjeten zadovoljna z svojim življenjem in pol to drugem dober prvoš. Tisk, ki pa svojim življenjem ni zadovoljen, mu je pa pol v tolažbo, da gre drugem slabo, ne. In koliko jaz tu dobim, mislim, koliko. Ne, zmeraj se najde kakšen komentar. V enem letu fejst velik. Koliko komentarjev jaz dobim, ne, teh nesramnih, da nimam družine, da nimam ženske, da nimam tu, ne. In prav mi hoče v glavo dobiti, ne, kao pa mi pišejo, potuješ zato, ker bežiš, ker si nesrečen, ker nimaš nobenega doma, pa on pa tret. Mislim, kaj hočejo meni te ljudje povedati? Kaj, me prav hočejo depresijo spraviti? To sigurno ni res, kar so napisali. Tudi, če bi bilo res, oni to ne morejo vedeti, ampak tudi, če bi bili oni dobri ljudje, mi ne bi take stvari pisali, ker me prav uživali bi v tem, da me spravijo v neko slabšo razpoloženje in tako naprej. Jaz to nikoli ne delam. Za moj blog piše horoskop ena oseba, kakao sem spoznana tu. No, in jaz imam te osebi naročeno, da nekaj slabega ne sme pisati. Zato, ker nočem jaz, ker vem, da eni v horoskope verjamete, jaz ne verjamem. Ker nočem, da nekdo, ko tu verjame, da mu informacija, ki jo prebere na mojem strani, polepša dan. Poslabša, unič dan, ker bo nekaj slabega prebrala. Jaz, ker nisem ena žlehtnoba, hočem, da če nekdo nekaj pri meni prebere, da mu polepša dan, če se le da, ne pa da mu ga pogrša. Ne? In zakaj sem tak? Zato, ker sem zadovoljen s svojim življenjem. Relativno zadovoljen. Mislim, bom rekel, kar zadovoljen. Nimam vsega, ja, tako, kot mi kjeri napiše. Nimam družine, pa tu, ja, če bi bil še enkrat mlad, 25 let star, bi si do 25 poročil, dobil eno skromno, pošteno, delovno punco in mu 3 otroke in to je to in bi verjeten zdaj bil, če bi vse bilo tako, kot je posreč, bi bil verjeten zdaj še bolj srečen, kakor sem. Ampak tukaj pa imam že v življenju izkušenj, da vem, da v življenju čisto vsega ne moreš imeti. In ne jokam za stvarmi, ki sem jih zamudil, ne jokam, imam zdaj jokov, nimam ženske untret. Jaz sem najdel svojo strast v potovanjih, veseli me tole snemanje, slikanje in tako naprej. In lejte, jaz sem vam dober. Zmeraj bi se mu človek lahko boljš, ampak imam se boljš od večino ljudi.
In tudi zato najbrž nisem zajeban. Saj zato jaz tudi te zajebane ljudi jih ne obsojam tako zelo, zato ker je en razlog, da so taki, ne. In tudi vprašam se, kakšen bi bil jaz, če ne bi bil s svojim življenjem zadovoljen. Najbrž bi bil glih tak. Tudi vam lahko iskreno povem, sem to že povedal parkrat. Jaz v šoli sošolcem nisem privoščil dobre ocene. Zakaj nisem privoščil? Zato, ker sem imel jaz same slabe. In glejte, to je točno to, kar vam govorim. Tisti, ki sam ni zadovoljen, ne bo drugem privoščil. Tak sem bil tudi jaz. Pa hvala Bogu, jaz sem prišel do tega. In nekako verjamem, da če si dober do drugih, bo tvoje življenje boljši. Pa ni tu neke energije, pa tukaj eni flancajo. Ne, veste kaj, jaz mislim, da je. To je to, ker če nisi ti žleht, to ti že na obrazu piše. Jaz sem prepričan, grem staviti, za kokrčte grem staviti, da vsi teli tlele, ki so mi najbolj nasramne komentarje pisali, če bi se z menoj usel za pol urce na kavici, bi mnenje o meni spremenili. Glejte, kar tule snemam, pa takole, ko imam te zadeve, večkrat povem, veliko ljudi me piše, da bi se dublo rado z menoj. In čisto vsakmu rečem, da sem se z vsakim pripravljen dobiti, če bo prišel trebne. Zdaj, če se če nekdo z mano dobiti, ne bom zdaj jaz nekam hodil. Naj pa pride sem, si bom pa iz vsakega cajt vzel. Pa verjemte, da sem bolj na tesno s cajtom, kakor pa da ga imam preveč. Fejs sem na tesno s cajtom, fejs, ga delam. Poleg vseh teh potovanj še delam veliko. In lejte, nikoli še s tem ljudmi, ki sem se dobil. Dober, res je, da se dobim s takim, ki sem jim nekako všeč, tako da bi bilo res čudno, da bi zdaj oni rekli, da sem pa slab vtis naredil. Hotel sem vam povedati, da imajo vsi pol dober mnenje o meni, ampak vsi so ga teže prej imeli. Ampak vsem bi se upal staviti, da če bi jaz s tem ljudmi šel za pol ure na pijačo, da bi mnenje o meni spremenili. Ampak jaz se tudi ne trudim, da bi komu mnenje spremenjal. Lejte, jaz tak, ki sem, in lejte, s takim ljudem tudi, lejte, tudi nočem, da gleda moje videe. Pa mi tle te trapaste komentarje piše, pa mi sranje dela. Saj sem najbrž budala, ker tu nič ne blokiram, ker vse pustim, nikoli nič ne brišem, pa tako naprej. Najbrž, da sem budala. Tako da, tako je tu glede te dobrote. Najbolj, da mi kdo napiše, da sem neumen. Da sem... Ne, to me težko mene prepričaš, da sem neumen. Jaz toliko stvari znam delati, nekaj sem v življenju naredil, uspel. Pa greš pa njegov Facebook profil pogledati, pa vidiš neke glupe objave take. Prvo mu pa res vidiš, da
Mogoče pa res ni najbolj pameten, ne. Tudi kdo mi kdaj napiše, da se norca delam iz sebe. Zmerom odgovorim, nič ni grdo se delati norca iz sebe, grdo se delati norca iz drugih. Se pa nikoli ne delam norce iz drugih, če se oni prvi iz mene ne začnejo. Če se pa oni, je pa... Andreja mi je napisala, da sem jo razočaral, da kriza slednjih let me je povozila in da za njo nisem frajer. Evo, Mojca napisala, naj se imava rada in uživava. Pa sem pol Mojci napisal, da hvala za lepe želje, ampak da žal ni nič bilo tako, da... Adijo pamet, če ti je kaj ostalo, je rekel Boštjan. En mi napisal, promotor samega sebe, sej si Murkota prehitil, a res ne veš, kaj početi sam s seboj. Vse skupaj že bolano. To je napisal Bogdan. Je še napisal, da me ne razume, kaj hočem povedati in da se ne držim lepot Slovenija. V glavnem, če se vam da, pejte malo te komentarje pogledati, pa še vi kaj napište. Bom dal link na upis tega videa, bo link, tako da... Evo, Tara je napisala, da je to narcisoidno. Vidite, to ona je ena teh, ki ni šla članka prebrati in je mislila, da se hočem pohvaliti. Jaz sem pol pa nej napisal, da ni pogledala videa. Jaz v videu sem povedal, da sem povedal, da ni nič bilo. Karolina mi je napisala, da minuta zamujena ne vrne se nobena, tako da ona je bila zato, da bi bilo kaj. Helena mi je tudi napisala, da se nizko spuščam. V glavnem, to je to, ne. To je to. Ja. Sebastian mi je napisal, da sem bolan, da si bil na začetku zanimiv, zdaj sem pa bolan. Ok, se tudi meni nekdo všeč, ampak ne žalim pol, ne, jaz tudi potem, ki pogledam malo tale profil njegov, bi tudi lahko kaj napisal, pa ne bom, ne. Tako da, to je to. Nič, družba, vsem hvala, ker ste si tole do konca pogledali. Niti ne vem, če bom ta video objavil, verjetno ga bom tam objavil pod zasebno, da ne bo čisto vsak do njega šel. Ali pa ga bom prej tem ljudem, ki so prijavljeni na moje zasebne videe, dal malo v predpogled, pa naj oni povejo, kaj mislijo. Pa bom njih vprašal, ali ga ne objavim ali ne, tako da, ja. Tako da, to je to. Res sem hvala, ker ste gledali do konca. Nisem bil kratek, uro pa 5 minut, tako da, ja. Ajde, hvala, živja.